Pustili položaj oziroma vsaj na volitvah, tudi v parlamentu, komu drugemu, da ne bi se, na ta način kakorkoli omadeževalo tudi dobro ime parlamenta. Kot sem že dejal, v Evropi, na katero prisegamo, katere del smo, so norme na tem področju zelo jasne. Imamo primer nemškega predsednika Wolfa, ki je na sodišču dokazal, da je bil nedolžen, vendar je po besedah tudi njegovih kolegov in njega samega politično mrtev. Tako da v tem delu mislim, da je ključno, da je sodstvo profesionalno, hitro, na drugi strani pa da politiki prevzamejo tudi odgovornost in da se enostavno v primeru takšnih dokončnih odločb umaknijo in dajo prednost tistim, ki ne obremenjujejo s takimi postopki celoten političen prostor, predvsem pa stranko, katere člani. Kakšen sklic si želite? Sklic si želim, da bi bil takšen, da bi med poslanci v državnem zboru predvsem obstajalo zavedanje odgovornosti, katere imajo poslanci, odgovornost za Slovenijo in v tem primeru je potrebno sprejeti čim prej zavezo, da se bodo politiki, ne glede na to, ali so v koaliciji ali v opoziciji, zavezali k sprejemanju ključnih reform. V Slovenski ljudski stranki smo tudi zato pripravili zavezo o državniški drži, deklaracija 5, v katerih so zelo jasno navedene te ključne teme, s katerimi se mora slovenski parlament spoprijeti in poslanci po našem prepričanju se zavezati k podporu teh reform, ne glede na to, ali so v koaliciji ali v opoziciji. Prav je, da dajo to zavezo pred volitvami, tudi vabimo jih k podpisu te peticije in te ključne teme, na katere